Lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci, ki poteka v organizaciji Sveta regije Posavje. Zbrali smo se z namenom, da vam in širši javnosti predstavimo pogled na pomen državnega predpisa o sprejemanju, ki bi za našo regijo Posavje prinesel konkretne in velike spremembe. V nadaljevanju bodo danes predstavljena stališča regije Posavje do predloga nove uredbe o določitvi zdravstvenih regij, ki jo je vlada Republike Slovenije nedavno objavila in je trenutno v javni razpravi oziroma obravnavi. Po tem predlogu bi Posavje izgubilo svoj samostojni položaj in bilo vključeno v večjo, širšo zdravstveno regijo, kar bi pomenilo, da bi se o ključnih vprašanjih od kadrov do razvoja zdravstvenih storitev odločalo zunaj naše regije. Prav zato se je Posavje danes zbralo, da jasno in enotno predstavi svoja stališča ter spregovori o tem, zakaj nasprotujemo predlagani ureditvi in zakaj zahtevamo, da se Posavje v uredbi določi kot samostojna zdravstvena regija. Posavje je namreč pomembna, povezana in uspešna regija. 6 občin, ki z dolgoročnim sodelovanjem dokazujemo, da znamo delovati usklajeno in učinkovito. Smo turistična regija, ki leži ob meji. Mednarodni prehod je pri nas, potem mednarodno vojaško letališče Cerklje ob Krki, mejni prehod Obrežje ter dobro razvita prometna infrastruktura, ki nas povezuje z državami in evropskim prostorom. Smo energetsko središče Slovenije, z jedrsko elektrarno Krško, z velikimi načrti za JEK2 v prihodnosti, s hidroelektrarnami na Savi in podjetji, ki pomembno prispevajo k razvoju države. Ob tem pa imamo tudi učinkovito mrežo zdravstvenih domov in splošno bolnišnico Brežice z urgentnim centrom, ki že desetletja zagotavlja kakovostno zdravstveno oskrbo več kot 75.000 prebivalcem. In danes z nami na novinarski konferenci so župani oziroma predstavniki vseh 6 posavskih občin in ključnih zdravstvenih ustanov. Med nami je Anica Hribar, direktorica Splošne bolnišnice Brežice, Ivan Molan, župan občine Brežice, Janez Kerin, župan mestne občine Krško, Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica, direktorica občinske uprave občine Kostanjevica na Krki, Judita Lajkovič, župan občine Bistrica ob Sotli, Franjo Debelak, župan občine Radeče, Tomaž Režun, Mateja Vukmanič-Pohar, strokovna direktorica Splošne bolnišnice Brežice ter Dražen Levojevič, direktor zdravstvenega doma Brežice. Svet regije Posavje, ki mu predseduje župan občine Kostanjevica na Krki, gospod Robert Zagorc, je zaradi njegove odsotnosti pooblastil župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana, da vodi današnjo novinarsko konferenco. Zato k uvodnemu pozdravu vabim gospoda Ivana Molana. Izvolite. Lep pozdrav vsem vam, novinarjem in seveda tudi mojim kolegom in pa vsem, ki smo danes tu. Seveda mi smo danes se odločili, da skličemo to tiskovno konferenco kot nekako zadnji obup in pa priložnost, da še opozorimo na stvari, ki so za nas popolnoma nesprejemljive oziroma za svet regije oziroma za Posavje. Dejstvo je, da smo mi že kot svet regije dvakrat opozorili vlado in pa ministrstvo na oblikovanje regij, zdravstvenih regij, najprej že 9.6., potem pa še enkrat 14.10.24 in nekako ni bilo nekih odgovorov in pa kot vidimo gre pa na nek način potihoma v oblikovanje regij, ki so popolnoma nesprejemljive tako za Posavje kot mogoče tudi širše. Na to smo opozarjali tudi preko skupnost občin, vendar definitivno je bilo vedno nekako rečeno, vse tega ne bomo v tem mandatu delali, zdaj pa vidimo, da dejansko se stvari grejo naprej in se dogajajo. Toliko za uvod, bi pa jaz najprej seveda dal naslednjim, predvsem da ze strani stroke predstavijo, kaj to na dolgi rok pomeni za Posavje. Seveda bomo pa tudi mi župani potem na koncu po teh vseh argumentih, ki bojo našteli, tudi povedali svoje osebno mnenje. Najlepša hvala. Torej, kot je gospod Ivan Molan že povedal, najprej prosimo gospod Anico Hribar, direktorico Splošne bolnišnice Brežice, da predstavi povzetek določil predlagane uredbe o določitvi zdravstvenih regij. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Torej, podlaga za uredbo je 4. člen zakona o zdravstveni dejavnosti.
in po določili zakona vlada sprejme to uredbo o zdravstvenih regijah v 6 mesecih od uveljavitve zakona. Rok se izteče 21. novembra letos. Torej, javna razprava je do 14. novembra in v okviru te javne razprave so bile tudi že posredovane pripombe na predlagatelja. Torej, ključno je, da se Slovenija po tej uredbi razdeli na 6 regij in da Posavje ni več samostojna regija, torej v mreži, ki jo imamo trenutno, ampak se zdravstvene dejavnosti priključijo v neko večjo regijo, ki se imenuje jugovzhodna regija. Ključno, zakaj se določajo zdravstvene regije, je zapisano v uredbi zato, ker moramo vsi izvajalci v nadaljevanju zaprositi tudi za nova dovoljenja za delo. In ena od meril oziroma točk, zaradi česar se ustanavljajo zdravstvene regije, je ravno ta podeljevanje novih dovoljenj za delo. Drugič, na podlagi teh regij se bodo določale oziroma podeljevale koncesije, potem se bodo povezovali javni zavodi za upravljanje skupnih zadev in kadrovske problematike in pa za izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva. Zdaj, statistična regija Posavje bo torej po uredbi del te jugovzhodne zdravstvene regije, v kateri pa bo potem v nadaljevanju vlada v roku naslednjih 6 mesecev podelila oziroma določila obseg ključnih storitev zdravstvenih za posamezno novo regijo. In te storitve so urgentni centri, mobilne nujne medicinske pomoči, bolnišnične postelje na internem, kirurškem, pediatričnem in ginekološko-porodnem oddelku, postelje v intenzivnih enotah, porodnišnice in dializne centre, negovalne bolnišnične postelje, specialistične ambulante z teh področij, ki sem jih naštela, paliativne dejavnosti in radiološka diagnostika. To so vse storitve, ki jih Splošna bolnišnica Brežice že vrsto let zagotavlja v celoti prebivalcem Posavja. Zato ni povsem jasno, kljub temu, da uredba določa, da je lahko v eni regiji sicer tudi več bolnišnic oziroma več različnih izvajalcev zdravstvene dejavnosti, katere od teh dejavnosti, ki so opredeljene v uredbi, bodo v Posavju sploh še dosegljive. Cilj uredbe in teh zdravstvenih regij namreč predvidevamo, da ni, da vsaka regija ohrani vse tiste storitve, ki jih je imela zagotovljene do sedaj, ampak da je cilj uredbe neko združevanje, povezovanje in s tem lahko za določeno število prebivalcev tudi zmanjševanje obsega zdravstvenih storitev. Pridružitev Posavja jugovzhodni zdravstveni regiji, kot jo predvideva uredba, zato lahko za 75.000 prebivalcev predstavlja bistveno slabšo dostopnost do zdravstvenih storitev in s tem pa tudi slabšo kakovost in varnost življenja na tem območju. Morda je pomembno poudariti še to, da zakon predvideva tudi druge kriterije za splošne bolnišnice. Po novem zakonu je za splošno bolnišnico dovolj, da ima interni in kirurški oddelek ter urgentni center, medtem ko je do sedaj bilo za splošno bolnišnico potrebno, da ima tudi pediatrični in ginekološko-porodni oddelek. Mislim, da vsa ta določila, ki jih zberemo skupaj, nakazujejo smer razvoja zdravstva na področju Posavja v nadaljevanju pri sprejemanju naslednjih podzakonskih aktov.
Najlepša hvala. Torej, kot smo danes že slišali, večkrat so bili že pozivi na vlado Republike Slovenije o nestrinjanju oziroma o opozoritvi glede predloga nove uredbe o določitvi zdravstvenih regij. Nazadnje je 5. novembra Svet regije Posavje na vlado naslovil torej uradno stališče. Skupna stališča in zahteve sveta pa bo v nadaljevanju po pooblastilu predsednika sveta regije Roberta Zagorca predstavil župan občine Brežice Ivan Molan. Izvolite. Ja, jaz bi predstavil tudi, kakšne sklepe naj bi danes sprejeli, bi pa seveda še enkrat poudaril, da naj bi bil to predvsem kot javni poziv vladi, da nekako nas res kot regijo začne jemati resno, kajti s tem, kot sedaj vidimo, očitno ta država več ne razmišlja o 12 statističnih regijah in pa regijah, ampak dejansko to pomeni, da na koncu tudi Posavje bo ostalo brez regije, kljub temu, da je seveda ena od tistih regij, ki je izjemno izpostavljena, pa naj povemo od meje, begunske krize, ki jo imamo, vsi mejni prehodi, pomembna infrastruktura, vojaško letališče, neposredni bližini Brežic in pa seveda v Posavju je nuklearni objekti in pa vsa energetika. Tako da res smo regija, ki je izjemno obremenjena, po drugi strani pa seveda se nam bo s tem, če se nam bojo kršile določene storitve v bolnišnici Brežice oziroma v Posavju, se bo predvsem zmanjšala dostopnost naših občanov do storitev. Po drugi strani pa verjamem, da se bo tudi kadrovsko bistveno ošvohnila, saj en del verjetno zdravnikov, ki sem vesel, da jih imamo v naši regiji kar precej, dobro pokrite, bo odšlo. To pa pomeni seveda, da bomo osiromašili tudi kadrovsko in pa strokovno našo regijo in se bojim, da bo regija postala ena od tistih regij, ki bo bila samo še imela odpadke in pa druge storitve, denar in pa vse ostalo se bo prelilo drugam. To je moje osebno mnenje, kar se tiče, seveda verjetno bo nadaljevanje v tem prišlo. Bi pa predstavil danes kakšne sklepe, predlagamo kot poziv, javni poziv tako vladi kot ministrstvi. Prvo je, da predlog uredbe grobo posega v obstoječe ureditev statističnih regij in vpliva na morebitno prihodnjo ureditev pokrajin z uvajanjem nove zdravstvene regije, čemur v regiji Posavje nasprotujemo. Drugič je predlog uredbe posega v dosedanjo ureditev zdravstvene dejavnosti, kar je za lokalno skupnost v Posavju nesprejemljivo, tako na primarni kot na sekundarni ravni, saj iz gradiva ni razviden obseg storitev, ki jih bodo v prihodnje opravljali javni zavodi na območje regije Posavje. Tretjič, svet regije Posavje zahteva, da se Posavje v uredbi določi kot samostojna zdravstvena regija. In pa četrtič, svet regije Posavje zahteva, da se gradivo v javni razpravi umakne in ustrezno dopolni z obrazložitvijo, iz katerih bo nedvoumno razviden obseg zdravstvenih storitev vseh izvajalcev zdravstvene dejavnosti v Posavju, tako na primarni kakor na sekundarni ravni. Jaz smatram, da bi to moralo biti tudi zapisano v zakonu, kajti le na tak način bo to transparentno, v nasprotnem primeru pa bo lahko vsaka vlada ali pa vsako ministrstvo z uredbom to spreminjala in to jaz mislim, da je potem seveda ne samo za regijo Posavje, ampak tudi za celo Slovenijo zelo pogubno, kar se tiče dostopnosti in pa predvsem do zdravstvenih storitev in spet se bo zgodilo, da bomo v Sloveniji verjetno prvo in pa drugo razredni ljudje, ki bo imeli boljše storitve in pa slabše. To so naši predlogi, seveda bomo pa na koncu se še pogovorili, bomo seveda še kaj dodali. Hvala. Najlepša hvala. Jedrska elektrarna Krško je nedvomno simbol Posavja in hkrati eden ključnih stebrov slovenskega energetskega sistema. Z načrtovanim projektom JEK2 pa se Posavje znova postavlja v središče največjega državnega investicijskega projekta v naslednjih desetletjih. Gre za večletno gradnjo, za prihod številnih delavcev, spremembe v prostoru, obremenitev infrastrukture in povečane potrebe prebivalcev. Skratka, gre za projekt, ki bo neposredno zaznamoval naš prostor in naše življenje. Gospod Janez Kerin, na tem mestu vam predajam besedo. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Tako kot rečeno v uvodu, Mestna občina Krško na svoje dvorišče kot posavska občina sprejema oziroma umešča enega izmed največjih oziroma največji jedrski objekt v zgodovini Slovenije.
posredno tudi temu objekte, ki so potrebni za samo odlaganje oziroma za odpadke teh jedrskih objektov. Po drugi strani smo pa deležni, če tako rečem, jemanja inštitucij, ki bi nam omogočale kvalitetnejše življenje naših občank in občanov. Govorim tako za mestno občino Krško, kot tudi za regijo Posavje, v končni fazi smo vsi mi Posavci. Mestna občina Krško kot taka je v tej zvezi tudi že sprejela dva, bom rekel, taka temeljna dokumenta, s katerim nastopamo napram investitorjem in pa državi. Ena resolucija Mestne občine Krško izhodišči za umeščanje drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Druga podredno temu so pa usmeritve. Oba dokumenta sta tudi bila poslana na Ministrstvo za naravne vire in prostor. Zakaj? Zato, ker v teh dokumentih obeh tudi sklicujemo, da želimo na podlagi postopkov umeščanja našim občankam in občanom tudi zagotoviti boljše storitve, če se danes opredelimo samo na to zdravstveni del, tudi z področja zdravja in zdravstvene oskrbe. Jemanje zdravstvene regije kot take v Krškem jemljemo kot nasprotovanje temu, pa oziroma da nam nekdo drži figo v žepu in nam v bistvu s tem jemanjem slabša, ne pa boljše, kljub temu, da smo pri samem umeščanju naj bi nas imeli za sogovornika, ampak eno je sogovorništvo, drugo je pa konkretna dejanja, iz katerih izhaja na podlagi te uredbe, da nam v bistvu na tem delu Slovenije jemljajo, bom rekel, sekundarno zdravstvo kot tako, jemljajo nam Zavod za zdravstveno zavarovanje, območje Nato, pa verjetno še kakšna stvar, ki pač se skriva v tem podzakonskem aktu. Tukaj se strinjam, da bi to moralo biti določeno z zakonom, kot je omenil kolega Ivan, in da ne smemo dopustiti, da pač nam odpeljejo kot takšno to regijo iz našega, bom rekel, našega okolja, oziroma da jo delimo kot jugovzhodno regijo. V končni fazi imamo že slabo izkušnjo ko so nam odpeljali policijsko upravo Krško. Imamo slabe izkušnje tudi s poskusi drugih inštitucij, ki so hoteli odpeljati iz Posavja. In mislim tukaj na zakon o sodiščih, zakon o davčni upravi in tako naprej, kakorkoli že. Jaz mislim, da ne smemo dovoliti, da bi nam odpeljali tisto, kar vsi ljudje najbolj potrebujemo, se pravi zdravje oziroma storitev, ki bi nam našim občankam in občanom na tem področju dali dodano vrednost. Ob vseh teh vidikih umeščanja jedrskih objektov, in tudi energetskih objektov, mislim, da si to zaslužimo, da to potrebujemo, ne pa da nam omejujejo te pravice. Tako da te zahteve, ki jih je podal kolega Ivan, so vsekakor več kot upravičene in verjamem, da bomo tudi vsi ostali župani za njimi stali v nadaljevanju. Toliko morda za uvod. Hvala lepa. Kot smo lahko že slišali, torej predlagana uredba o določitvi zdravstvenih regij ne predstavlja krepitve regije Posavje, ampak ravno obratno. Namesto, da bi okrepila naš razvojni potencial, prinaša nevarnost nadaljnjega siromašenja regije, tako na področju zdravstva, kakor tudi na drugih ključnih področjih, recimo storitev, ki ljudem omogočajo kakovostno življenje doma. Ob tem pa bo več povedal župan občine Sevnica, gospod Srečko Ocvirk, ki bo izpostavil torej strateški pomen Posavja ter njegovo ranljivost v luči predlagane uredbe. Izvolite. Dober dan, pozdravljeni. Danes se tukaj odzivamo na ponoven predlog centralizacije, umik inštitucij iz regij, ki so nekoliko manjše in izgleda za zakonodajalca, za vlado nekoliko manj pomembne. Za nas, ki živimo v tem prostoru, pa izrednega pomena so storitve na področju zdravstva, ne zgolj izvajanje storitev na primarni ravni in na delu sekundarne ravni, ampak kot celovite storitve z vsemi storitvami, ki jih potrebuje določeno okolje. Kot je bilo že izpostavljeno, regija Posavje je mejna regija, je regija, kjer se umeščajo veliki energetski projekti, je tudi regija, ki je proti severozahodu zaprta.
nedostopno. V smeri Celjske regije proti Ljubljani je dostopna zgolj in izključno po avtocesti Ljubljana-Zagreb, če tako rečemo, in je tudi za Sevnico in ta zahodni del Posavja izredno pomembno, da so kvalitetne zdravstvene storitve organizirane v Posavju, povezane in nekako dostopne, tako kot so bile do zdaj, ali pa še na višji ravni. Potrebe po zdravstvenih storitvah so visoke, velike, in Posavje ne more pristajati na nekako usmeritev, da je zgolj industrijsko-energetska regija. Posavje potrebuje storitve z področja zdravstva, srednjega šolstva, višjega izobraževanja, zato da lahko kot družba, kot razvojni potencial v celoti funkcioniramo. Tu mislim, da je izredno pomembno, da ne koncentriramo teh služb v velike objekte, kjer prihaja do bistveno večjih težav pri izvajanju teh nalog, kot je v manjših, ki so konkurenčni, so kvalitetni, strokovni in pripravljeni na izzive sodobnosti. Tudi umikanje, prenos odločevalcev v večje centre je trend, ki ga ne želimo, da se izvede, je za nas nedopusten, kajti v tem primeru potem se zapiramo in, tako kot je bilo že izpostavljeno, nudimo zgolj prostor za energetske objekte, ki služijo ne našemu razvoju, ampak razvoju države kot celote, iz tega pa se regija sama siromaši. Tudi zdravstvo je pomemben zaposlovalec in če lahko opravljamo te storitve v našem okolju, kar vidimo, da jih opravljamo, da imamo kadrovski potencial v našem okolju, da opravimo te storitve, potem je prav, da se opravijo v tem okolju in da krepijo to okolje na vseh področjih, tudi na družbeno-socialnem, intelektualnem področju. Zato ta predlog zdravstvenih regij za nas ni sprejemljiv. Najlepša hvala. Kot občina na severnem delu regije Radeče že vrsto let sodijo v skupni posavski prostor, tako gospodarsko, kako tudi razvojno in zdravstveno. Kako pa na predlagano uredbo gledate v radeški občini? Gospod Tomaž Režun, izvolite. Hvala za besedo in lep pozdrav medijem in seveda svojim kolegom, županom in direktorici Kostanjevice. Jaz moram reči, da v 11 letih mojega županovanja marsikaj sem že zastopal, ampak še kar pa ne zastopim, da vse skozi se pogovarjamo o decentralizaciji, delamo pa ravno kontra. Kjerkoli pride na oblast, nekako ima možnost narediti nekaj za decentralizacijo, do zdaj ni naredil še nihče nič. Ko pa pogledam to 6 zdravstvenih regij, moram reči, da mi res ni jasno. Radeče res gravitirajo, kar se bolnišničnega zdravljenja tiče, tako malo na Brežice, malo na Celje, malo na Trbovlje. Pa hvala Bogu, da je temu tako, da se lahko ljudje najhitreje odločijo, najbližje, kje lahko pridejo. Vendar to pa res ni sprejemljivo. Pogovarjamo se o največji investiciji v zgodovini Slovenije, to je JEK2, bežijo pa inštitucije iz Posavja ven in nikakor ne more biti to sprejemljivo in samo še čakam, da bomo dobili komando vsi v Ljubljano v službo, pa bomo imeli potem po moje pa mir. Ampak kako bomo pa speljali, da bomo se v Ljubljano pripeljali, je pa že danes problem, ker vidimo, kaj ta avtocestni križ prenese, da se pa ne pogovarjamo o železnici, ki se nekako trudi, da bi pripeljala čim hitreje, pa vemo, kakšna je infrastruktura, vsaj zaenkrat. Tako da, kar se tiče Radeč, nikakor ni sprejemljivo takšno razmišljanje, jaz verjamem, da bo odločitev na koncu drugačna, ker samo edino tako bomo lahko. Jaz upam, da se bo slišal tudi glas občin, ker zaenkrat vsaj tak občutek imam, sprejme se neka odločitev, potem se pa gasi po občinah, dejte med ljudmi to nekako skomunicirati, oziroma vi že veste, kaj je dobro. Tega smo se že tudi Posavci po moje kar dosti najedli. Hvala lepa. Hvala, torej Posavje ne potrebuje novih meja, ampak močno povezano regijo, ki stoji zase. Gospod Franjo Debelak, župan občine Bistrica ob Sotli, kaj pa bi predlagana sprememba pomenila za vašo občino? Hvala za besedo, dober dan tudi v mojem imenu. Centralizacija nikoli, ampak res nikoli ne prinaša dobrih stvari za manjša, bolj ranljiva okolja.
To nam je jasno, vsi tisti, ki smo že nekaj let župani, se borimo ravno proti temu. Torej, pa ni to pomembno, ali gre samo centralizacija v Ljubljano. Tudi če se na lokalni naredi takšna centralizacija, kot je s to ne vem, poskusom priprave nekega novega regionalnega organizacije Slovenije, je prvič neumno, drugič je slabo za vse nas in tretjič je zopet nekaj delajo mimo nas. Mislim, kako si lahko nekdo ne predstavlja, da bo izgoraj navzdol rekel, to je pa dobro za Posavje. Ni prav. Ni prav tudi zato, ker smo v Posavju nekajkrat nekaj dokumentov ravno na to temo pošiljali vladi Republike Slovenije. Ne strinjamo se s tem, dajte razmislite, naredite drugače, naredili smo predloge, ampak nič od tega. Ne? In zdaj imamo neko zgodbo, ki je za Bistrico absolutno popolnoma nesprejemljiva. Nekaj podobnega kot v Radočah, mi seveda gravitiramo tudi na Celje, ampak nam je bolnišnica Brežice najboljša možna varianta zdravstvene oskrbe. Imamo na 20 kilometrih prvi urgentni center v Šmarju pri Jelšah, ki je samo urgentni center, še ni bolnišnica. Se pravi, smo zelo navezani na bolnišnico, ki ima dolgo zgodovino, ki ima odlično referenco in zdaj bi, v tem trenutku nam bolnišnice nihče ne zapira, ampak kaj se bo zgodilo? Ko bo zopet neko varčevalno histerijo se začelo, se bo iz naše bolnišnice selilo programi, bo najprej en zdravnik šel, en program in potem nam bo osiromašili to zgodbo. Tako da se strinjam z kolegi župani, da je tak predlog popolnoma nesprejemljiv tudi za Bistrico v Sotli, tudi predvsem za te manjše podeželske prostor, ker nam pravzaprav prej ali slej še oddalji dostop do državnih inštitucij, dostop do pomembnih inštitucij, ki jih imamo, tako kot je Srečko rekel, šolstvo, zdravstvo, to je steber. Sej, energetika je vrhunski projekt, ampak kaj se bo zgodilo? Na isti način kot pri vseh drugih bo kapital šel direktno drugam. Mi bomo sicer imeli nekaj bremen, bomo imeli mogoče nekaj delovnih mest, pa še tista bodo dnevni migranti iz Ljubljane. Kaj smo pred tem pridobili? Ničesar. Tako da mi na to opozarjamo odločevalce, govorimo o tem, ne želimo, da se mimo nas in proti nam sprejemajo neki sklepi in sem odločno podpiram to, kar pač ta trenutek pripravljamo v regiji in apeliram na odločevalce, da tole ne gre naprej torej v obravnavi, ki bo čez mogoče en teden, da bom pa se naš glas kljub temu slišal. Hvala lepa. Najlepša hvala. V nadaljevanju bomo slišali še pogled občine Kostanjevica na Krki. Besedo predajam direktorici občinske uprave, gospe Viki Brajkovič. Lep pozdrav tudi v imenu občine Kostanjevica na Krki. Smo v bistvu tudi ena manjših občin v posavski regiji, kjer je sodelovanje vedno bilo in je na najvišji možni ravni, ker so se naši župani vedno znali skupaj usesti in skupaj dogovoriti, ampak očitno tokrat ni bilo slišanih predlogov, ki so bili dani v Ljubljano. Se pravi, da se ne dela ta centralizacija, ki ni bila še za nikogar dobra in tudi za nas ni, v tem trenutku pa sploh ne. Tako da upam, da bodo slišali naš glas in pa sprejete sklepe današnje, tako da ostanemo tukaj, kjer smo, se pravi posavska regija, ki je edino to za nas dobro in pa sprejemljivo. Hvala. V nadaljevanju pa k besedi vabim direktorja zdravstvenega doma Brežice, gospoda Dražena Nebojeviča, ki bo spregovoril o izvajanju nujne medicinske pomoči in pomenu urgentnega centra Brežice za vse prebivalce regije Posavje. Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz sem bil določen za nekega predstavnika nas zdravstvenih zavodov na primarni ravni.
Tudi jaz bi se rad pridružil mnenju, da želimo se oglasiti proti, bom rekel, predlogu absurda v deželi absurdov, ki se ji reče zdravstvo pri nas. To je namreč taka postavitev zdravstvenih regij. Najbolj moteče je to, da v bistvu iz tega gradiva, ki smo ga prejeli, ne vemo, kakšni podatki so vodili predlagatelje k oblikovanju teh regij, da nismo bili deležni neke poglobljene analize stanja, ki bi jo zahtevala tak predlog oziroma ureditev, da nismo bili deležni usklajevanja oziroma vsaj poskusa dosega nekega družbenega soglasja z regijo, v kateri smo, in da v tem trenutku tudi zelo težko predvidimo vse daljnosežne posledice, ki jih bo taka sprememba sabo nosila. Zavod za zdravstveno zavarovanje nam je v enem od izvajanj, ki smo ga imeli direktorji za našo območno enoto, posredoval podatke za leto 2024, da izvajalci na primarni in sekundarni ravni v OE Krško zadovoljimo več kot 85% potreb, ki jih na nas naslovijo pacienti. In mislim, da bi to moral biti en pokazatelj za oblikovanje regije. Hkrati smo bili deležni informacij, da se v urgentnih centrih na ravni države obravnava do 1.200.000 obravnav, med temi večina ne nujnih, le do 10% nujnih obravnav, in ravno v urgentnem centru Brežice beležimo že desetletja povečano realizacijo oziroma realizacijo nad dogovorjenim planom v vseh sektorjih, tako v tistem, ki ga pokriva primar, kot v sektorjih bolnišnice, se pravi IPP in KPP. In tako zavarovanci kot mi, izvajalci, se moramo zavedati, da verjetno taka postavitev zdravstvenih regij in pa predvidene spremembe na NMP bodo pripeljale tudi do tega, da se bo verjetno krnilo, ne pa krepilo urgentni center. In enako tudi druge podporne službe v regiji, kot je eden od županov že omenil, pripravljajo se spremembe znotraj ZZZS-ja, kjer naj bi se poseglo tako v izpostave po posameznih občinah, kot v neke splošne službe, ki se izvajajo trenutno po območnih enotah zavoda. Opozoril bi še na eno spremembo ali pa potencialno tveganje, to je ta, ali pa posledico celo, da bomo izvajalci, ki smo zdaj spadali večinoma, razen Krškega, pod Nacionalni inštitut za javno zdravje območno enoto Celje, verjetno zdaj prestavljeni pod Novo mesto. Iz svojih izkušenj in verjetno tudi iz izkušenj bolnišnice lahko rečemo, da smo z sodelovanjem na področju nalezljivih bolezni, cepljenj in drugih vsebin bistveno bolj zadovoljni z območno enoto Celje, NIJZ-ja, kot pa z novomeško enoto, ki na tem področju ni tako proaktivna. Želimo si pa, da je v naši regiji oblikovana tudi samostojna enota, ki nam bo zagotavljala tudi boljše statistično spremljanje posameznih bolezni. Nekatere od teh sprememb se mogoče vsem zdijo administrativne, prepričani pa smo in sem, da bojo imele v končni fazi neposreden vpliv na naše uporabnike. Hvala.
Hvala, torej veliko tehnih argumentov smo danes že slišali. Kakšen pa je pomen dostopnosti zdravstvenih storitev za kakovostno in varno oskrbo pacientov v regiji Posavje? To pa nam bo v nadaljevanju pojasnila strokovna direktorica Splošne bolnišnice Brežice, Mateja Vukmanič-Pohar, doktorica medicine, specialistka ginekologije in porodništva. Izvolite. Pozdravljeni, lep pozdrav vsem zbranim. Zdaj, zdravstvene storitve, ki jih izvajamo v bolnišnici Brežice, so nujni in pa obvezni minimum, s katerim zdaj poskrbimo za zdravje vseh prebivalcev Posavja. Obsegajo ambulantno specialistično dejavnost, potem urgentne ambulante vseh 4 osnovnih specialnosti, kirurgija, interna medicina, ginekologija s porodništvom in pediatrija. Vključujejo pokrivanje 24-urne dežurne službe oziroma neprekinjenega zdravstvenega varstva. Potem v sklopu bolnišnične dejavnosti izvajamo operacije, abdominalne, splošne posege, potem travmatološko-ortopedske operacije, proktološke operacije in ginekološke operacije. V tej bolnišnici deluje tudi velik ginekološki dispanzer, se pravi primarni nivo, in pa urgentni center, v sklopu tega SNMP, ki ga pa pokrivajo zdravniki iz Zdravstvenega doma Brežice. Porodnišnica, ki je zelo pomembna, obravnava bolne nosečnice, varne porode, izvajamo nujne in ostale porodniške operacije v zelo velikem obsegu na posameznega zdravnika. Regija je razpredena, kot ste slišali, v več občin, ki imajo dosti slabo cestno infrastrukturo, tako da je že zdaj iz robnih področij potreben čas za dostop do bolnišnice cirka 40 minut. Čas pa dodatno podaljšujejo, kot tudi veste, ker živite v tem področju, nenehne rekonstrukcije na cestah. Kakšne spremembe pa bi v obsegu dela pomenilo za našo bolnišnico ta uredba? Iz uredbe ni razvidno, ne piše, tudi ne iz obrazložitve. Jasno je pa nam vsem zbranim, da sigurno spremembe bodo, sicer uredbe ne bi izvajali. Združevanje Posavja z Dolenjsko, Belo krajino v eno regijo žal ne obeta razvoja in širitve naših dejavnosti v bolnišnici, ampak prej obuditev tega, kar se bojimo, se pravi, v preteklosti sta bili tarča ukinjanja ravno ginekološko-porodni in pediatrični oddelek. Z ne ukinjanjem te porodniške dejavnosti bi pa posegli v podaljšanje časa potrebnega za dostop v porodnišnico, kar bi pomenilo zmanjšano varnost za nosečnice, in ta zmanjšana varnost bi dejansko lahko tudi poslabšala porodniške izide, česar se bojimo. Podobne težave bi se pojavile tudi v pediatrični službi. Zdaj imamo pediatra v bolnišnici dostopnega 24 ur vsak dan v letu, in obvlada vsa stanja akutna pediatrične oskrbe. Sicer bi se pa zgodilo to, da od petka popoldne do ponedeljka zjutraj v regiji ne bi bilo, se pravi v celotnem Posavju ne bi bilo nobenega pediatra. Že zdaj pa me skrbi, ker v marsikaterem zdravstvenem domu je pediatrov silno malo, premalo, no. Tako da to nas skrbi. Potem morate vedeti, da pediatrija in ginekologija se zelo povezuje tudi z službami kirurgije in interne medicine. V glavnem tudi neke obravnave otrok in nosečnic se najprej zgodijo na oddelkih pri ginekologu in pediatru, šele nato se takega otroka ali nosečnico zdravi, ne, pri internistu ali kirurgu. Tako da eno področje brez drugega ne more obstajati. Če povzamem na kratko, bi potem katerokoli od 4 osnovnih področij v bolnici bi nam vzeli ali pa prestrukturirali, nevarno bi posegli v zdravje in dostopnost do zdravstvenih storitev in oskrbe posavskih otrok ter vseh ostalih pacientov in pacientk. Prav tako bi se podaljšale čakalne dobe. Trenutno so v naši bolnišnici kljub malem številu specialistov, ki jih imamo na voljo, zelo kratke, če pogledate slovensko povprečje. Kljub dejstvu, da poleg Posavcev mi obravnavamo zadnja leta vsako leto več ljudi, ki prihaja iz drugih slovenskih regij prostovoljno, ravno zato, ker so zadovoljni z našo kakovostno obravnavo. V manjši regiji bi morali, kot jaz večkrat povem, oceniti to, ali smo varni ali nevarni za uporabnika, oceniti predvsem potem, da bi na zdravnika pogledali, koliko določenih posegov on naredi. Ker ravno tukaj si upam trditi,
da delamo na posameznika bistveno več kot v marsikaterem večjem centru. Zato menim, da smo enako varni ali celo bolj varni in sposobni za izvajanje storitev, posegov, intervencij raznih tipov. Glavno vodilo slovenskega javnega zdravstva naj bi bilo, kot vsi pravijo, dostopnost, varnost in učinkovitost. In vse to v bolnišnici Brežice dosegamo na vseh področjih našega delovanja. Najlepša hvala tudi za vaš vidik in seveda vse misli. Za sklepno misel in zaključek današnje novinarske konference pa vabim k besedi župana občine Brežice Ivana Molana, ki bo po pooblastilu, torej predsednika sveta regije Posavje, podal zaključne poudarke današnjega srečanja. Glede na to, da je bilo res zelo obširno predstavljeno mnenje tako nas županov, ki smo in pa seveda direktorice občinske uprave, občin, ki smo tu popolnoma enotni, kakor tudi predvsem stroke, da z takšnim načinom dela in pa z takšno določene zdravstvene regije se bojo okrnile storitve naših krajanov, občanov oziroma Posavcev. Zato še enkrat poudarjam, da zahtevamo, da se ta javna razprava umakne, da se dodajo regija Posavje zraven in pa seveda predvsem, da se ta, bi rekel, nekako zdravstvene regije določijo z zakonom, v katerim bo jasno določeno, katere bojo zdravstvene storitve in pa izvajalci v Posavju, da bo določeno točno, kako bojo delovali tako na primarni, kako tudi na sekundarni ravni, kajti le na tak način bomo bili potem lahko mirni in pa sigurni, da bojo v Posavju imeli naši občani in pa občanke enake dostopnost in pa možnost storitev zdravstvenih kot vsi ostali v Sloveniji. Najlepša hvala. Torej, vsi današnji govorci bodo na voljo za individualne izjave. Imate pa morda sedaj kakšno vprašanje? Vkolikor ne, najlepša hvala za vašo udeležbo in naj danes zaključimo z naslednjim stavkom oziroma odstavkom. Branik slovenstva na zahodni meji je primorska regija. V Jugoslaviji so zato z znatnimi vlaganji pospešili gospodarski in družbeni razvoj regije. Danes je Primorska razvita, naseljena in vsestransko močna. Še naprej se krepijo gospodarske, predvsem pa družbene institucije. Primorska bo dobila 3. medicinsko fakulteto v državi. Regija Posavje pa je z osamosvojitvijo Slovenije postala branik slovenstva na jugozahodni meji. Od nekdaj Posavce gospodarski, kulturni, izobraževalni tokovi vlečejo k milijonskemu Zagrebu na Hrvaškem. Siromašenjem institucij v Posavju se bo to dodatno okrepil. Verjamemo, da bodo Primorci, ki v sedanji vladi vodijo in usmerjajo tok razvoja države, razumeli ta poseben status regije Posavje in bodo za njeno krepitev pričeli vlagati napore v razvoj in ohranitev slovenstva tudi v tem delu Slovenije. Hvala za vašo udeležbo in podporo ter seveda poročanje.